Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi prvo polovico letošnjega leta v občini Sevnica. Začenjamo s projektom stadiona. Gradnja tega športnega objekta na območju športno-rekreacijskega centra pri bazenu in teniških igriščih je namreč zaradi nepredvidljivega zemljišča zastala. Težave s sevniškim stadionom so se začele že kmalu zatem, ko je ta dobil prve obrise. Del terena je namreč močvirnat, tekom izvajanja del pa se je po obdobju močnejšega deževja v juniju 2018 območje zasitilo z vodo, prišlo je tudi do plazenja. Občina zdaj išče rešitve za nadaljevanje projekta. Tveganja, ki so se na tem delu sprejela z umestitvijo v ta prostor, so bila precej jasna in žal pa je prišlo do mogoče nekoliko prenizkega varnostnega faktorja pri projektiranju strani projektanta in to je zagotovo potrebno popraviti, nekako stabilizirati to brežino in nadaljevati s projektom. Približno taki so bili tudi zaključki članov sevniškega občinskega sveta. Določeni svetniki so sicer še vedno nekoliko zaskrbljeni, ker nimajo vseh podatkov, tako strani Mariborske fakultete za gradbeništvo kot Ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo, saj kot meni Tomaž Lisec, manjkajo ključni sklepi njihovih recenzij, ki bi bili podlaga za nadaljne odločitve. To, da pride projektant in reče približno 1 milijon evrov bo stala sanacija, ne vemo pa niti, kdo bo to sanacijo plačal, niti dejansko še 100% ne vemo, kdo je kriv za to, da se nam te pilotne stene in pa sam teren ugreza. In dokler se tukaj ne dogovorimo na podlagi strokovnih mnenj, jaz mislim, da raje kak mesec ali pa kakšno tudi pol leta počakamo, potem pa se odločimo in gremo naprej. Sicer pa gre za projekt, ki traja že več kot 10 let. Veliko je bilo razprav o sami lokaciji, poleg te ob športnem domu in bazenu sta bili namreč v igri še dve, na Radni in v Boštanju, a se oba sogovornika strinjata, da je lokacija v Sevnici še vedno najustreznejša. Lokacija je bila še vedno ocenjena kot najboljša v prostorskih aktih in da je tu zelo pomembno, da se športni objekti združujejo na enem mestu v okviru mesta. Jaz mislim, da je tudi enotno zavedanje vseh svetnikov, da Sevnica, predvsem pa sevniški šport, si zaslužijo stadion oziroma je skrajni čas, da ga Sevnica in sevniški športniki tudi dobijo. Grad Sevnica v svoji okolici nudi mnogo naravnih in izobraževalnih vsebin. Ena od teh je tematska pot Gostje kultura. Krožna pot Gostje kultura se začne in konča na spodnjem parkirišču pod Sevniškim gradom. S prehodom po tematski poti obiskovalci spoznajo drevesne vrste in delovanje posameznega drevesa kot celote. Kar 36 drevesnih vrst, ki jih najdemo v bližini Sevniškega gradu, je razstavljenih v Deblaku. Bilo je zanimivo to, da lahko spoznate tako lubje kot v bistvu zunanjo strukturo drevesa, kot pa tudi prerez neke deske. Je zanimivo, predvsem recimo tako debelo lesko boste še v naravi, ker videli takle pušpanje, pa že kar težko najdeš, sploh pa takle lep primer tele deske. V Sloveniji poznamo 76 avtohtonih drevesnih vrst, dodaja sogovornik, kar nam zagotavlja ogromno biotsko raznovrstnost. Gozd je tako pomemben za samo pitno vodo, ohranja nam tudi stabilna tla, to se pravi erozijo preprečuje. Predvsem pa v bistvu zagotavlja neko trajnost. Vodnik nas pelje še do ene zanimive točke. Nahajamo se pred našim največjim drevesnim hotelom, v katerem se nahaja ogromno žuželk, raznih hroščov in ostale žuželke. V bistvu zapolnjujejo notranjost, v bistvu skrbijo za proces trhnenja in še za ostale procese. Zraven imamo pa gozdni telefon. Danes v bistvu noben ne zna predstavljati življenja brez telefona, tako da tukaj imamo en zelo modern gozdni telefon, je na dotik in odlično deluje, tudi brez elektrike. Na poti se ustavimo pri čebelnjaku. Grajska čebelarka Nevenka Strnad nam približa življenje čebel. Čebelnjaku odprem panj, da si lahko pogledajo življenje čebel, kako to izgleda, pokažem sate s čebelami, družine, predstavim življenje, njihova opravila in pa seveda tudi čebelarsko opremo in pa pribor, ki ga uporabljamo. V grajskem čebelnjaku čebelarijo 6 gospodarskimi in 4 rezervnimi družinami.
Tematsko pot gostje kultura sicer vsako leto nekoliko nadgradijo. No, letos smo pa tudi to želeli pokazati, da imamo izzive še na drugih področjih, kot so čebelarske poti, ker tukaj se nahaja tudi čebelnjak. Pridobili smo tudi novo maskoto. In če vse te predstavitve, nekih doživetij smo želeli nekako povedati ljudem, da se lahko sprehodijo po okolici gradu tudi preko vodenih doživetij, individualno, da lahko v Sevnico pridejo, pa tudi se priključijo potem kakšnim športnim aktivnostim. Skratka, želimo opozoriti na doživetja v Sevnici in širše. Ob Svetovnem dnevu zemlje so pripravili tudi nekaj virtualnih prispevkov, s katerimi so v soglasju z ukrepi, ki veljajo, skušali zadovoljiti širšo ciljno skupino. Zaradi prostorske stiske so se v Sevnici odločili za izgradnjo prizidka k vrtcu Ciciban. Z dozidavo največjega vrtca v občini, ki so jo pričeli lani, so aprila končali. S prizidkom v skupni površini 365 kvadratnih metrov so zagotovljene zadostne površine za izvajanje dejavnosti vrtca. Doslej ga je obiskovalo 492 otrok, s tem tednom pa je tam 29 vrtičkarjev več. V ta prizidek prihajajo otroci, ki so trenutno na lokaciji Loka, ter dva oddelka, ki sta trenutno v ostalih že obstoječih prostorih. S to pridobitvijo zmanjšujemo število tistih otrok, ki niso vpisani v vrtec, ki čakajo na predšolsko vzgojo, na varstvo, ali pa so nekako bili vpisani v tisti lokaciji, ki je bolj oddaljena za starše, to je v Loki, kot je že bilo rečeno. Kot dodaja sevniški župan, je cilj občine, da zagotovi primerno število prostih mest v vseh območjih, zato so v preteklem letu sprejeli strategijo razvoja predšolske in šolske vzgoje s poudarkom na ustrezni preureditvi in dograditvi objektov. Naložba v dograditev sevniškega vrtca je bila v celoti financirana iz občinskega proračuna. Je preko 800 tisoč evrov vredna investicija nekako odtehta to, da so lahko praktično vsi otroci vpisani. Cilj je še vedno ta, da se, sam vpis povečuje in da pridemo na teh 95% vpisa in vključenosti otrok, kar je tudi cilj naše strategije in pa tudi nacionalnega programa predšolske vzgoje v Sloveniji. Z letošnjim šolskim letom je v vrtce sevniške občine vključenih 780 otrok v 45 oddelkih, kar je največ doslej. V lutkovnih predstavah uživajo ljudje vseh starosti, predvsem pa so priljubljene v vrtcih in šolah. Lutkarstvo ima tudi velik pomen za slovensko kulturo in je pomemben del kulturne dediščine. Svoje lutkovno gledališče pa ima tudi Posavje, saj v prostorih sevniškega gradu domuje grajsko lutkovno gledališče. Njoš, 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 njoš. Voham nekaj. Za podzok. O, hišica in to nova. Kako pa zdaj, kako? Takole, samo počasi in pametno. Ideja v lutkovni predstavi mora biti taka, da se prvo tebe dotakne in da znaš, kakšno sporočilo boš otrokom prenesel. Evo, to je pomembno in iz tega nekako začneš delati scenarij, dramaturgijo, samo predstave. Lutkar, igralec ima samo svoj glas in lutko seveda, ki je njegov alter ego, bi rekli, oziroma mora vso svojo energijo in vse svoje, ono, kaj on hoče biti pred sebe, predstaviti od zadaj, da lutka pride od spredi. Jaz se volka ne bojim, niti jaz, niti jaz. Jaz se volka ne bojim, niti jaz. Kako pa karakter? Tako da, pravim, kot scenarij prebereš, nekje določiš karakter in pol se naredijo skice lutk, seveda. Tako da bo približno enako, kako smo si zamislili karakter predstave in kako je karakter oziroma izraznost lutke, potem mu tudi podarimo glas. In kot sem rekla, glas pri lutkah je zelo pomemben, zato ker daje in značilnost in izraznost same lutke. Dečki, pridite, se bomo igrali. Prašiček, naj jezi se. Mi da ne gremo ven, tiho, da bi volk, ti bi nas požrl. Kaj?
Na 1, 2, 3 začnem pihati in hišica, puf, odleti. Torej, Lutkovno gledališče Sevnica je bilo ustanovljeno leta 2010, ko je prišla v Sevnico moja soproga Snežana iz Reke, kjer je bila pa ona 10 let zaposlena kot profesionalni lutkar. Torej, takšno znanje redko pride v eno Sevnico ali pa manjše kraje in se mi zdi zelo smotrno, oziroma da ustanovimo lastno Lutkovno gledališče. Sevniški grad je bil zelo lepo urejen, na novo in je bil tudi odprt za nove vsebine. In tako smo ustanovili Lutkovno gledališče Sevnica, grajsko GLG Sevnica. Torej, trudimo se, da približamo otrokom tudi na periferiji kvalitetne lutkovne predstave, kar z znanjem moje žene je sigurno mogoče. Ona je tudi umetniški vodja gledališča, jaz pač bolj urejam to organizacijsko, lutke delam, sceno, torej začeli smo bolj v takem družinskem formatu. Smo pa seveda takoj se nam je priključila tudi Marjana Štojs, ki je od vsega začetka naša lutkarica, torej smo kot ekipa zelo dobri, naknadno smo potem še več lutkaric pridobili, nekatere grejo, nekatere ostanejo. Je pa to zahtevno delo, to ni kar tako mingarde malo popoldne. Torej ti si solist, to ni pevski zbor, recimo, ali pa kjer je skupinska energija. Tle je treba kar sodelovati kot solist v kombinaciji. Voilà, živijo! To je labod iz predstave Grdi raček. Jaz sem se odločil ravno zaradi plastičnosti. Torej, mene vedno izhajam iz ene telesnosti, iz ene anatomije, gibljivosti, fiziologije, bi rekel, in skušam torej omogočiti lutki, da tako deluje. In meni je najbližji material spužva. Pena, ker je, rekel, meso, je volumen, lahko jo oblikujem tudi in karkoli tukaj narediš, malo to pomigaš in je živo, je živo. Seveda so konstrukcije, recimo so gibljive, vidite, recimo to se vrti, to je ta sklep, ki sem rekel ravno, pa tudi, gledajte, tudi če ga recimo tako držiš, še vedno je živ, To je pri drugih lutkah, tega ni ali pa zelo težko, In to nam olajša delo zaradi, bi rekel, ker imamo malo igralcev. Plus to pa tudi se mi zdi, da nekako je pa zanimivo, recimo ta predstava je stara 8 let, pa igramo dovolj poletja, še vedno je v bistvu bolj trpežno, kot sem pričakoval. Jaz sem pričakoval, da mogo vsako leto druge lutke delati, me je presenetil trpežnost, bi rekel, tem kot materijala. Kako me zebe. Naša predstava Grdi raček, torej to je zelo dobra predstava, je bila izbrana recimo leta 2016 izmed 63 predstav na celem svetu med 10 finalistov. In to smo takrat v Bregenzwaldu, torej to je ta Vorarlberg v Avstriji, to je bienalna, bi rekel, kulturni festival, ki je, mislim, ni samo za otroke, tudi amaterski. Ampak to so v bistvu zelo visoke predstave. Mi smo igrali skupaj z Islandom, Južnoafriško republiko, z Armenijo, Nemčija, Švica, Avstrija, pač ker to je tromeja. In smo bili kar počaščeni, da smo to. Potem smo imeli pa, torej predlani leta 2019, smo imeli pa 3-tedensko turnejo po Ameriki, od Chicaga do Washingtona, kjer smo obiskali slovenska društva. Smo tudi v Clevelandu smo postavili tudi to slikarsko razstavo Lutkarta, ki ga tudi delamo. Najbolj pomembno je bilo pa, ko smo prišli v Washington, tam je pa vsako leto Eurokids festival. To je festival za otroke, ki ga organizira Evropska unija. In vsaka država Evrope da eno predstavo, en dogodek kulturni za otroke. Tokrat smo bili izbrani mi in smo bili celo počaščeni, ko so nas povabili, da igramo v Kennedyjevem kulturnem centru v Washingtonu. To je največja kulturna ustanova, bi rekel, Amerike, zagotovo v svetovnem merilu, tudi med najboljšimi. Torej zelo zahtevna in če so nas selektorji te ustanove izbrali za nastop, mislim, da smo kar lahko ponosni. To je naša Pika Nogavička. Prstna lutka. Ročna lutka, naša Gertruda. Lutka gre na roko
ročno lutko mapetovko. Dober dan. Naša muca. No, takole. To je naglavna lutka. Mi tudi veliko delamo po šolah, kot lutkovna delavnica, imamo za kulturni dan, imamo za tehnični dan, se pravi, otroci vidijo predstavo, pridejo pri nas na ogled tega salona in pokažemo vse tipe lutk, kako delajo, in potem drug dan pridemo v šolo z polizdelki in vsak otrok v razredu naredi svojo lutko pod našim vodstvom. Imamo ves material, potem seveda že prej napišem eno enostavno zgodbico in seveda pa se vsak otrok, cel razred, recimo 30 otrok, si izbere svojo vlogo in se nauči in potem tudi pokažemo, kako se lutka animira. V 4 urah naredimo lutko, postavimo oder, dobijo takšen grad kot tam nekaj gor za kuliso in odigrajo svojo prvo predstavo. Otrokom ne boš lagati. Otroci so, bi rekel, zelo kritični in torej imajo svoje mnenje. In seveda lutka je pa za otroke, bi rekel, skoraj malo hipnotična. Recimo, tudi če boste pogledali posnetek na YouTubeu iz Kennedyja, ki smo v angleščini igrali, recimo, ne, tam so otroci vseh ras imeli odprta usta in ko luč ugasnemo na koncu, pa je tišina. Ni aplavza, tišina. Tišina, pa ključ spet pregledamo, torej to pomeni, da se tako, bi rekel, spremljali predstavo, da padajo in to je ravno tisti največji aplavz, je v bistvu tišina po predstavi, ne. Ja, veste, korona je pa res nesreča, prava pošast. Vse predstave so odpadle. Torej, kot pravi naša simbol korone, ne, je to eno hudo obdobje, sploh za kulturo. Veliko gledališč, sploh teh otroških, zdaj miruje, oziroma ne morejo razvijati in seveda vsako znanje, če 2 leti ali pa leto dni ne delaš, pade, ne. Tudi če v posli ležiš, ne moreš več hoditi, ne. Torej, to je nekaj podobnega. In upam, da bo tega konec, seveda moramo se pa kot alternativa, kot invalidski voziček, smo si pa nabavili kamero, no, tako bi rekel, da gremo počasno naprej, ne. Društvo salamarjev Sevnica letos obeležuje 60-letnico delovanja. Letos tako mineva 60 let, odkar se v Sevnici na salamijadi zbirajo salamarji od blizu in daleč, ki na ocenjevanje in pokušino prinesejo svoje suhomesnate izdelke. Ob visokem jubileju so v društvu izdali monografijo Sevniška salamijada avtorja Oskarja Zorana Zeliča, ki so jo konec maja predstavili na novinarski konferenci. Monografija obsega celovito predstavitev nastanka salamijade, njenega razvoja in ljubiteljskega delovanja sevniških salamarjev. Monografija prvič prinaša celovit pregled nastanka in razvoja te najstarejše gastronomsko-turistične prireditve v Sloveniji in tudi gre za največji salamarski praznik v slovenskem, evropskem, tudi svetovnem merilu. Na to so v društvu salamarjev Sevnica izjemno ponosni. Se pravi, in prireditev in sama strokovna ocenitev, ki jo vsako leto izvršimo na 10. marca, kažejo, da hodimo po pravi poti in smo tudi vodnik marsikaterim danes mlajšim salamijadam in je nazadnje ta mednarodni pečat, ki ga je Sevnica dosegla z 5 državami, ki podobne prireditve pripravljajo v svojih državah, je nekaj, kar seveda nas lahko si upam pohvaliti pelje v večnost. Z društvom sodeluje kmečka zadruga Sevnica. Leta 2014 sta namreč podpisala pogodbo o izdelavi sevniške salame. Tukaj smo dodali svoje znanje, se pravi znanje tehnologije in pa znanje konec koncev tudi samo dobavo surovine, kakovostne surovine od okoliških kmetov, tako da tukaj je, tako kot zagotavljamo sama surovina preverjenega porekla, tudi porekla izbrane kakovosti.
in zagotavljamo, da je izdelek, ki pride do kupca v katerem koli delu Slovenije, narejen po tem osnovnem receptu, po tem tradicionalnem receptu. In pa tukaj velikokrat mi pravimo, da je tukaj v samem izdelku samo poper, sol. Salamijada je postala tudi velik promotor turizma v Sevnici. Povezali smo jo potem z Modro Frankinjo in nam je dalo spodbudo za oblikovanje tudi nekih novih produktov, kot so košarice na Ajdovskem Gradcu, kjer nekako poskušamo gostu pričarati to naravno vrednoto, danost v okolju z neko kulinarično ponudbo, z možnostjo vodenja in se prilagodimo tudi v bistvu času in povpraševanju s trga. In tako gradimo skupno prepoznavnost in skupno kvalitetno ponudbo v kulinariki, v enologiji, vina, tudi grozdni sokovi prihajajo, predvsem pa se dopolnjuje to z odličnimi gostilnami in gostinsko ponudbo, tudi hotelsko ponudbo. Kot še dodaja Ocvirk, želijo na tak način postati in ostati kvalitetna zelena destinacija. V Sevnici je potekal 11. festival Modre Frankinje. Po lanski virtualni različici je ta letos znova potekal v živo. Po enoletnem premoru je festival Modre Frankinje letos znova potekal v Grajskem parku, privabil pa je obiskovalce od blizu in daleč. Evo, bomo poskusili Modro Frankinjo, letnika 2017. Vesel sem, da je v bistvu tudi zelo dobro ocenjeno. Ambient čudovit, lepa vina, prijetno druženje. Mislim, da smo tudi zaradi virusa vsi tu pohrešali in nestrpno pričakovali, da se spet vrnemo v neke tirnice. Odlično. Zelo dobro, zelo vrhunsko in tako naprej. Frankinja ima obetavno prihodnost, so prepričani organizatorji, zato festival pridelovalce spodbuja k čim boljši kakovosti pridelave vin. Na podlagi ocenjevanja vzorcev letos so jih prejeli 66, vsako leto okličejo prvaka festivala. Letos je to Modra Frankinja vina Kozinc. Naj povem, da smo že vseh 11 let na tem ocenjevanju sodelovali. Veliko smo prišli v sam vrh, ampak tokrat smo se zavihteli na najvišjo mesto in bili zmagovalci, prvaki tega festivala. Pomeni mi pa, predvsem naši kompletni ekipi, celi družini, ki se trudi za to eno veliko potrditev tega našega dobrega dela v pravo smer, in pa seveda tudi eno veliko, ogromno motivacijo za nadaljnje ustvarjanje. Sicer pa so člani komisije ocenili Modre Frankinje v 5 kategorijah: starejše Frankinje, roseji, predikati, penine in aktualni letnik 2020. Najvišjo oceno slednje je dobila Frankinja Vin Dular. Ker se udeležujemo tega festivala že od samega začetka, se pravi 11. leto, bili smo vedno v zgornjem vrhu, drugi, tretji, peti, lani drugi in letos nam je uspelo zmagati. Se pravi, da smo na dobri poti, kar delamo, da je to potrditev našega dela. Vina so dosegale zelo visoko kvaliteto in tudi sami ocenjevalci so sami povedali, da kvaliteta je izražena tudi v teh ocenah, ki so jih dobili. Festival že daje rezultate, ki so si jih začrtali pred desetletjem, so prepričani vinarji. To je večje zanimanje za Modro Frankinjo. Dogodek je za Modro Frankinjo zelo pomemben, kajti z njim mislim, da je sorta pridobila na veljavi, predvsem v naši regiji. Zadnje leta pa tudi se širijo novice oziroma dobri glas okoli naše regije. Kvaliteta Frankinje se iz leta z leta dviguje in kupci pridejo do tega, da pijejo res dobro vino in še boljše bojo. Mi se bomo trudili. To je tudi posebnost naše regije, da mi pridemo marsikam skupaj, pa ne samo skupaj zato, da samo skupaj predstavljamo, ampak zato, ker se imamo skupaj fajn. Zato, ker nismo fovš, vsak imamo eno posebno svojo zgodbo, vsak imamo en manj drugačen odtenek. Tako kot je Modra Frankinja lahko v različnih odtenkih, je tudi v bistvu tudi naša, to se pravi, vizija naših kleti različna, ampak skupaj naredimo eno lepo, lahko rečem res lepo zgodbo tega našega Posavja. V Sevnici si s festivalom Modre Frankinje že 11. leto prizadevajo, da bi ta vinska sorta povezala vinarje in vinogradnike, pa tudi oblikovala širšo turistično zgodbo, predvsem v povezavi s kulinariko, tako sevniško salamo kot s krškopoljskim prašičem.
Tudi v regiji se pojavljajo v gostilnah frankinje, suhomesnati proizvodi, ki mogoče 11 let nazaj niso bili prisotni. Ne? In vidimo, da čez to smo kar nekaj prispevali k promociji, osveščenosti ljudi, k potrošnji, k pridelavi. Zato si bodo, dodaja sogovornica, tako preko festivala in ostalih dogodkov še naprej prizadevali za promocijo vinogradništva in kulture pitja vina ter modre frankinje kot sorte vina, ki je po raziskavah nemških znanstvenikov avtohtona slovenska sorta. 25. junija Slovenija praznuje Dan državnosti, ob čemer so ob letošnji 30-letnici samostojne države potekale številne slovesnosti po vsej državi. Osrednja posavska slovesnost je potekala v Grajskem parku Sevniškega gradu ob zvokih godbe Sevnica. Na vroč poletni predpraznični dan se je v Grajskem parku zbralo lepo število ljudi na proslavi, ki jo v počastitev Dneva državnosti tradicionalno pripravlja sevniška občina. Slavnostni govornik je bil krški župan Miran Stanko, ki je spomnil na vzdušje pred 30 leti in osamosvojitveno vojno. Verjamem, da je večina državljanov s strahom opazovala takratno dogajanje. Pravzaprav nikomur ni bilo jasno, kakšne razsežnosti ima lahko ta vojna. Vendar smo takrat premogli ogromno upanja, entuziazma in želje po svobodi in neodvisni državi. S pogumom ter z aktivnimi političnimi in diplomatskimi dejanji smo dosegli mednarodno priznanje. Končno so bili izpolnjeni vsi strateški pogoji za samostojno življenje. Tokrat z lastnimi silami, lastnim znanjem in izkušnjami, lastnimi resursi in, kar je najpomembneje, z lastno odgovornostjo. Ko se danes, ko je za nami 30 let prehojene samostojne poti, vprašamo, kako smo izkoristili to obdobje, ali smo se prilagodili spremembam, ali med nami še živijo vrednote, ki so ključne za narodovo enotnost in osamosvojitev, odgovori niso enostavni in enoznačni, je nadaljeval Stanko. Pri iskanju odgovorov smo danes bolj neenotni, kot smo bili leta 1991. Spoštovati sočloveka, omogočiti sobivanje in svobodo, da lahko ustvarja in živi polno življenje, to so nekdaj bile temeljne vrednote. Prepričani smo bili, da bo svoboda duha in gibanja prišla samodejno z dnem osamosvojitve. Vendar pa nas je vrsta grenkih razočaranj pripeljala do spoznanja, da je potrebno svobodo in demokratično državo graditi ves čas. To so bili veliko bolj zahtevni časi, kot je današnji čas, kjer se nekako prepiramo o bistveno manjših stvareh, kot smo se odločali takrat pred 30 leti. Gostitelj Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru spomnil, da je država privilegij, pa tudi skrb in odgovornost. Če gledamo časovno premico in ovrednotim minulih 30 let skozi prizmo državljana, sem lahko zelo zadovoljen. Hkrati pa se s soodgovornostjo zavedam, da je samo od nas vseh, tukaj in zdaj, odvisno, kako bomo čez novičnih 30 let praznovali tak dan. Jaz bi si želel predvsem večje demokracije oziroma drugače, da bi morda tudi politika bila bolj združevalna in da bi iskali neke skupne poti. Predvsem pa, da bi morda našli tisto, kar smo imeli leta 1991, dodaja Stanko, torej enotnost in slogo. Šolarji so se poslovili od letošnjega šolskega leta in zdaj v počitniškem času potekajo različne aktivnosti, ki jih pripravljajo številne organizacije. V Sevnici in na Lizci je 3. leto zapored potekal teniški kamp, ki ga je pripravila Teniška akademija Gospod Ficko. Tako je bilo na teniških igriščih v Sevnici, kjer je že 3. leto zapored potekal teniški kamp. Bravo, ajde, hop, greva. Samo se zadnjo peto dvigne pa dolgi nos ne greva. Ajmo. Zbrali so se teniški nadobudneži vse od 1. razreda osnovne šole pa do tekmovalne selekcije U16. Ta teden smo v bistvu imeli kar treninge na polno. Glede koliko je bilo lani, je letos bilo veliko boljš, je veliko več treningov bilo, pa tudi jaz sem zelo užival na tem kampu. In upam, da bo še takih kampov, takih dobrih, z kondicijskim in teniškim treningom. Treniramo 2-krat na dan teniški trening, dopoldne v bistvu smo bolj usmerjeni v tehnično-taktični razvoj, popoldne pa potem ustvarjamo tekmovalne situacije, igralci igrajo sparinge. Poudarek je seveda bil na tenisu, a ne v celoti.
Celotedensko dogajanje so popestrili s še nekaterimi športi ter drugimi zabavnimi aktivnostmi. Torej od plavanja, kjer imamo tudi učitelja plavanja, ves teden prisotnega, do rolanja, skajkanja, to je ta moderna verzija nordijskega teka na rolerjih. Imeli smo odbojko na mivki, tenis na mivki, potem aktivnosti na bazenu. Skoraj vsak dan smo bili na bazenu, spali smo na listi v Jurkovi koči. Jemo penice, se veselimo, ne vem kaj. Igramo tenis, gremo na bazen, spimo na kampu, se igramo tenis, pa igramo tudi včasih košarko. Kaj ti je najbolj všeč? Penice peč. Predvsem, da smo tenis igrali, lahko bi bilo tudi več, ko bi bilo vsaj tako vreme, da bi lahko šli vsaj še enkrat na bazen. Pa dobro je bilo tudi, ko smo imeli take trenerje prijazne. Kdaj pa kdaj rečejo, če ne boš priti, greš ven iz treninga, kdaj pa rečejo, da gremo igrati tekme in to je super, prekrasno. Poleg trenerske ekipe iz Teniške akademije so pri aktivnostih sodelovali tudi drugi. Z nami sodeluje tudi Teja Zakšek, ki je kinezologinja. Tudi tam moram reči, da je res zelo strokovno se lotila same vadbe, kjer pa je vseeno mlajšim otrokom skozi igro predstavila, koliko je pomemben gibalni razvoj, recimo tehnika dihanja, kjer so skozi vaje pihanja mehurčkev pa balonov prihajali do nekih občutkov. Kineziologinja pa je predvsem starejše udeležence učila masaže, kar so z zanimanjem opazovali tudi najmlajši. Te boli? Kaj? Žgačka. Kar sproste, veš, ker čutim, da imaš malo zategnjene oči. Program je bil zares pester in mladi udeleženci so od njega marsikaj odnesli. Dajo več kondicije, več treninga, da se bolj naučim igrati tenis, ker zdaj mi še ne gre, ampak enkrat vem, da mi bo šlo. Poleg rednih treningov so zagotovo pridobili tudi nove veščine, izkušnje in prijatelje. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, to je bil kratek pregled prve polovice letošnjega leta v občini Sevnica. Hvala za pozornost in nasvidenje.